potem še nekaj pokomentiral, tudi glede otrok in števila otrok. Zdaj, jaz imam tukaj seveda en stavek, ki je napisan, in ta stavek je v učbeniku, že učbenik ali ne, to se že propagira v osnovnih šolah, je bil že omenjen. Napisala, izdal je ta učbenik Amnesty International, to je zelo znana civilna organizacija, kateri je treba priznati, da je predvsem v času železne zavese, se pravi pred letom 90, imela zelo pozitivno vlogo, predvsem glede širjenja demokracije, predvsem v vzhodnoevropskih državah in tako naprej. Mislim, da imamo morda še vedno na to spomin. Mislim pa, da se je v zadnjih letih in sploh v zadnjih desetletjih precej spremenila. In ta knjiga Ljubezen je ljubezen, v njej piše o teoriji spola. Ustvarite sebi lasten spol. Kar pomeni, spol ni naravno dan ali pa od Boga dan, ampak vi si ga ustvarite sami. O tem sem prej govoril. To je Proveta in tako naprej. Verjetno tudi tam se bo že dal določiti spol, se tist pač tehnika bo že to naredila. In na začetku tega priročnika avtorica pravi, da sta moški in ženski spol nekaj, kar ni pogojeno z naravo, ampak nekaj, kar si izberemo sami. In zdaj iz tega je dejansko nastalo to gibanje in seveda tudi ideje in tako naprej, ki se že manifestirajo. Jaz sem tudi slišal pač to in prebral zdaj v zadnjem času, da prvič si spremeniš lahko spol, da drugič se seveda obnašaš tudi tako. Zdaj sem slišal, da pač na neki šoli so imeli šolo naravi, ali kakorkoli se temu rekli, in so pač se fantki preoblačali v ženske, punčke v fantke in si seveda vse to pod tem učbeniku ali pod narekovajem učbeniku dejansko že dela. In to dejansko že poteka, tako kot je ta obrazek že tukaj, bomo rekel, realističen. In to je, se pravi, zelo enostavno, teorija spola govori, da spol ni naraven, ampak da si ga vsak lahko ustvari sam. In seveda zahtevajo tudi, da država poskrbi za to, če to kaj stane, medicinsko in tako naprej, da bo to brezplačno, ne vem, stane to 20.000 takšna operacija, bo to brezplačno, In to zahteva, mislim, tudi Združena levica in tako naprej, To je Kaj spremenjala spol prav. Najhujše je bil, ko se je moškega ženska delati, ko se obožnali prešali. Ste obožnali sprešati. Gledajte, ampak danes se seveda lahko smejimo in tako naprej. Jaz se bojim, da je to zelo realno. Veste, to ne bodo več štosi. In zdaj pač nekateri pravi, da jaz ne vem, kako bo to šlo, ampak dejansko tako, da si boš lahko, meni so rekli, 2 dni bo ženska, 2 dni boš moški, 2 dni in tako naprej. Zdaj, ampak to, gledajte, verjetno tehnika, tehnologija, medicina, jaz ne vem, to zmore tehnično narediti. In zaradi tega je zdaj hujše ta seveda ideja. In zdaj, glede na to, da je bilo tudi govor o tem, in to je zdaj, skratka, ustvarite sami sebi lasten spol, v bistvu, ko se rodite, imate sicer nek spol, ki pa se ga lahko zamenja, tako ali drugače, in to je, gledajte, to je tudi moda. In to je za mlade kul, to je moda, to je, zdaj bo nastala, boste lahko kupovali verjetno neke obleke posebne za to, za spreminjanje, gor, dol in tako naprej. To smo pač že toliko stari, ali pa vsaj jaz sem toliko star, da se lahko temu smejimo. Otroci pa ne bodo drugega imeli in to je nevarno. In seveda, zdaj, ko je o številu otrok in seveda to je povedano, tudi s to migracijo, malo je bila načeta, in zdaj biologija pravi, če imate vi 2 zarodka, ki se z isto hrano hranita, kater zarodek se bo bolj razvijal, hitrejše razvijal. Tisti, ki se bo hitreje oplojeval, tisti bo zmagal na drugim. To je, bom rekel, lahko skoraj velja za vse.
In verjetno se kdo spomni Irana leta 1980 ali pa 1979. Takrat je prišel Khomeini na oblast, mislim, da je pripeljal se iz Francije. In takrat je Iran postal zelo versko usmerjena država. Islam je tam, predvsem, ne? Prav pa samo. In takrat je bilo Irancov 30 milijonov. Danes jih je 80. To je stvarnost. Začel sem s zarodkom in tako naprej in vam povedal ta primer. In seveda tukaj je potem povezan z islam in tako naprej. In seveda to je zaskrbljujoče. Tisto, kar tukaj imajo te države, prebivalstvo recimo. Sem povedal, 79 leta 30 milijonov, danes 80. Od 62 recimo 67 leta je bilo Sircev, jih je bilo kot 5 milijonov, ko se je začela državljanska vojna, je bilo čez 20 milijonov. Ja. To se 4-krat. O tem sem govoril. In seveda narava pravi, biologija pravi, kdo bolj preživi. Ne? Zato sem rekel, isto vrstni hrani. Ne bom govoril, kdo šel po tankosti, kdo kakšen meso je, to ni pomembno. Ampak to je seveda, bom rekel, tudi zaskrbljujoče in bom rekel na nek način alarm tudi za demografijo in seveda tudi za to, da kam gre dejansko Evropa. Ne? Evropa je bogata in šibka. In to je nevarno. Biti bogat in šibek, ker si izredno ranljiv. Najbogatejše je lahko, najvišji standard, kamo povprečju. Tudi, ne bom rekel, po državah kot celina. Amerika tudi ni povsod tako visoka. Največja, morda tudi enakost med ljudmi, čeprav imamo seveda bogataše, govorimo v relativnem smislu. Vsi imajo zagotovljeno neko socialo in tako naprej in tako naprej. Najbogatejši in šibka. Šibka, to je povezavi z tem, da Evropa niti svojih zunanjih meja ne varuje. Niti ne ve, ali kdo pride v to Evropo. Da pridejo tudi tisti, ki so nepovabljeni, pridejo v Evropo in tako naprej, da ne bi zdaj zašel nekam. Da ostanem tukaj v tej povezavi. In to je dolgoročno nevarno. Biti bogat in šibek. Če si bogat, mora biti tudi močen.